Ali ena izmed najbolj vplivnih izraelskih ustanov igra pretirano vlogo pri širjenju krvnih obtožb proti judovski državi? Trditev časopisa Haaretz, da je izraelski New York Times, je bila vedno bolj stvar ambicij in domišljavosti kot pa resničnosti. V zadnjih letih pa se je časopis iz glasu nasprotovanja vladnim politikam, ki jim je nasprotoval, prelevil v zagovornika enakih proticionističnih in antisemitskih stališč proti sami državi. Danes v oddaji Think Twice podrobno raziskujemo, kaj se je zgodilo pri Haaretz in kako ta časopis ter njegovi podporniki zagotavljajo kritje nekaterim največjim sovražnikom Judov na svetu. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Ko razmišljamo o tem, kako sta bila Izrael in cionizem demonizirana in delegitimizirana, se običajno, povsem upravičeno, osredotočamo na ideje, ideologe in politične sile, ki širijo krvne obtožbe proti judovski državi in Judom in jih spreminjajo v novo liberalno ortodoksijo v političnem diskurzu in umetnosti po vsem Zahodu. V zadnjem času smo veliko časa namenili temu, kako judovski levičarji v diaspori spodbujajo val antisemitizma po 7. oktobru in sprejemajo sovražnike Judov, kot je župan New Yorka Zohran Mamdani ter druge demokratične socialiste. Morda pa je čas, da priznamo, da ni zanemarljiv del problema tudi način. Izraelski levičarji zagotavljajo kritje anticionistom, ki želijo uničiti njihov dom, in pomagajo tistim, ki jih želijo ubiti. Morajo biti še učinkovitejši v vodenju informacijske vojne proti judovski državi. Med tistimi, ki so pozorni na ta problem, je tudi ugledni izraelski zgodovinar in pisatelj, ki je nedavno napisal pomemben članek na to temo, ki smo ga objavili v JNS. In čast nam je, da je danes z nami. Gadi Taub je višji predavatelj na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in avtor več neleposlovnih in leposlovnih del, prav tako pa je scenarist za izraelsko televizijo. Bil je kolumnist za izraelske časopise, pa tudi za druge publikacije, kot so revija Tablet, Quillet in JNS. Gadi Taub, dobrodošli v oddaji Think Twice. Živijo, Jonathan, hvala, da ste me povabili. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bom z osnovnim vprašanjem, za katerega mislim, da je pomembno. Veliko Judov v diaspori, tudi tistih, ki nekaj vedo o Izraelu, ne glede na to, ali podpirajo vlado v Izraelu ali ne, se s tem vprašanjem vsi spopadajo in ga težko razumejo. Zakaj bi izraelski levičarji posnemali toksične ideje mednarodne levice o rasi, ki ne toliko kritizirajo Netanjahuja, ampak v bistvu delegitimirajo njihov lasten obstoj? Ja, to je uganka. In veš, naš intelektualni časopis, naš referenčni časopis, Haaretz, je pravzaprav progresivni medij. In kot progresivni medij je proti cionizmu, ker je anticionizem danes skoraj lakmusov test za to, da si progresiven, kar izraelske progresivce postavlja v nekakšno zagato s hrbtom ob zid. In mislim, da se njihova dilema še bolj zaostri, ko poskušajo se izogniti bojkotu Izraela, tako, da se mu v bistvu pridružijo. Tako imate profesorje na univerzah, ki se pridružujejo gibanju BDS v upanju, da se bodo tako izognili bojkotom, ker pravijo, ne, mi smo v redu, tudi mi sovražimo Izrael. In potem oddajo svoje članke in so zavrnjeni, ker so Izraelci. In potem rečejo, ne, zakaj, saj smo na vaši strani. In mislim, da imamo, Jonathan, celoten zapis tega pojava, ki je star toliko kot antisemitizem sam. Ker če pogledate strukturo te stvari, je tako, če ste žrtev antisemitizma, vas mika, da bi se pridružili antisemitom, da bi dobili oprostitev pred tem, da bi bili žrtev antisemitizma. Mislim pa, da ima to tudi čustveni naboj, saj je antisemitizem zelo zastrašujoč. In če upravičujete argumente proti Izraelu in proti Judom,
Odpravite iracionalni del tega, ko rečete, ne, imajo prav glede genocida. Torej, to ni nora, iracionalna sovražnost. To je zgolj humanistična kritika izraelske politike. In če se samo pridružim tej kritiki, to tudi pojasni pojav antisemitizma. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, mislim, da je to jasno. Ampak dovolite mi, da samo še malo podrobneje razložim. Še malo bolj podrobno razložim, ker veste, razumem stališče Petra Beinarta. Mislim, debatiral sem z njim. Veste, malo ga poznam. In stvar je v tem, da lahko, spremeni stran in se pridruži antisemitom, da bi bil prost antisemitizma, ampak sedi na Upper West Sideu Manhattna. In karkoli že misli o usodi Izraela, to ne vpliva nanj ali na druge ljudi, ki so glasovali za Zohro Mamdani. Vsaj ne neposredno. Ampak neposredno vpliva na usodo ljudi, ki živijo v Izraelu. Ali res ne povežejo točk med sovraštvom, med gesli od reke do morja in dejstvom, da živijo med reko in morjem? Ja, ampak način, kako to razlagajo, je, da so Palestinci enaki nam in da je njihovo gibanje za narodno osvoboditev, oziroma tako ga oni dojemajo, ni gibanje za narodno osvoboditev. To je genocidno gibanje proti Judom. Ampak če si Palestince predstavljajo po naši podobi, potem je konflikt mogoče rešiti. Tako si lahko nekoliko oddahneš. Tako je, kriviti samega sebe pravzaprav način, da ohraniš upanje. Ker če je to naša krivda, je mogoče popraviti. Lahko nekaj naredimo, da stvari popravimo. In zato je bilo treba po 7. oktobru ta izbruh divjaštva nekako opravičiti. In način, kako to razložiti, je isti, kot ga za opravičevanje uporabljajo antisemiti po vsem svetu. Kot feministke to razlagajo tako, da pravijo, da to niso spolni zločini, to je oborožen odpor. Ali ni Judith Butler nekaj takega rekla? Torej, način kako? Opravičiti palestinsko sovraštvo je reči, da ne, to je samo kritika okupacije. In ko sem prvič pisal kolumne za Haaretz, je bila moja prva kolumna osnovana na pogovoru v Kadilskem kotičku. O neki skrivni konferenci v Evropi, ki je bila skrivna. Ker so bili tam Arabci in Izraelci, ki prihajajo iz držav, kjer lahko srečanje z Izraelci povzroči velike težave. Zato smo morali vse skupaj ohraniti v tajnosti. Takrat sem bil kadilec. Mislim, da sem bil zadnji zahodni kadilec. Tako sem imel največ od tega, ker sem bil edini. Podjetje je še vedno v Izraelu, ja. Tako sem dobil vse prave informacije. Nisem šel samo na konferenco, kjer bi dobil uradne, površinske razlage. Dobil sem prave, resnične govorice. In stal sem tam s Palestincem, ki ga zelo občudujem, mimogrede, Bassam Eid, ki se je uprl palestinski oblasti v iskanju kršitev človekovih pravic strani palestinske oblasti. In rekel sem, takrat sem bil na levici in rekel sem, ja, moramo končati okupacijo. Pogledal me je in rekel, ne bomo vam dovolili, da končate okupacijo. In nisem razumel, kaj govori. Rekel sem, kaj misliš s tem, nočeš končati okupacije? Rekel je, si nor, kdo nas bo ščitil? S tem je mislil, da je civiliziran človek, ki mu je mar za človekove pravice. In v trenutku, ko bo IDF odšel, ga bodo pobili. Rekel je, kdo misliš, da nas bo ščitil? To je bil njegov argument. In tako sem napisal članek za Haaretz, ki jim je povzročil veliko zaskrbljenost. Rekel sem, če vam je mar za človekove pravice, bi morali podpirati okupacijo. Ker kjerkoli Izrael odide, se človekove pravice močno poslabšajo.
Torej, ideja, da so samo proti okupaciji, ne pa proti obstoju Izraela ali samemu dejstvu, da so Judi živi, če so samo proti okupaciji, potem je vse v redu. Potem bi morali biti proti okupaciji znotraj Izraela in se pretvarjati, da bo to rešilo problem. Torej, to, kar se je zgodilo 7. oktobra, je to razlago postavilo v veliko nevarnost. Ker je težko prikazati divjaštvo tistega dne zgolj kot odpor proti okupaciji, še posebej, ker je prišlo iz Gaze, kjer ni okupacije. Mimogrede, tam tudi ni obleganja. Bila je omejitev na določene materiale, vendar ni bilo obleganja. Imajo mejo z Egiptom. Imeli so vse, kar so potrebovali ali želeli. In tako je 7. oktober vse to postavil na kocko. In to, kar se je zgodilo z izraelsko politiko, je fascinantno. Ker nisem prepričan, da bo desnica zmagala na volitvah. Saj, če se vojna ne konča odločno, bo to problem za Netanjahuja in njegovo koalicijo. Vendar pa upoštevajte, da skoraj vsi v levem bloku, z izjemo norega Jaira Golana in arabskih strank, trdijo, da so desničarji. Ker se je zgodilo to, da kljub vsem njihovim sklikom Atah Roš, Atah Šem, ti si glava, ti si odgovoren, to se je zgodilo v času tvojega mandata. Koalicija pokola in vse ostalo je nesmisel, ker so volivci prešli na desnico. Če pogledate širšo sliko, je levica rekla, če zapustimo Gazo, bo to Singapur Bližnjega vzhoda. Desnica pa je rekla, ne, to bo Hamas stan Bližnjega vzhoda. In ugani, kdo je imel prav. Torej, ni pomembno, kaj pravi njihova propaganda, njihovi politiki. Da bi zmagali, se pretvarjajo, da so na desnici. In še zadnji komentar na to, ker smo videli Gadija Eisenkota, ki je zdaj v anketah v ospredju kot Netanjahujev resni tekmec. Videli smo Ronena Manelisa, nekdanjega tiskovnega predstavnika IDF, ki vodi njegovo kampanjo, kako je ameriškega svetovalca vprašal, in to imamo na kameri. Bilo je na 10. kanalu 12, kjer je rekel, kaj naj rečem, da bodo ljudje mislili, da sem na desnici. Ti ljudje sploh ne vedo, v kaj verjamejo desničarji in se poskušajo pretvarjati, da so oni. In to pove veliko. Ja, tukaj je veliko za razčleniti, ker seveda prva stvar, ko Palestinci govorijo o okupaciji, govorijo o 7. oktobru, ker mislijo, da je Izrael znotraj zelene črte okupiran. Okupacija ni, veste, ne Judeja in Samarija, veste, in Gaza, ki seveda ni bila okupirana. In seveda hinavščina glede 7. oktobra. In zagotovo Netanjahu nosi nekaj odgovornosti, ker se je to zgodilo v njegovem mandatu. Ampak ni tako, da bi kdorkoli v opoziciji želel narediti kaj drugače pred 7. oktobrom. To je res. Ne spomnim se nikogar, razen morda Liebermana občasno. Razen takrat, ko bi lahko kaj naredil. Razen takrat, ko je bil dejansko v vladi in bi lahko kaj ukrenil glede tega. Ne spomnim se, da bi kdo dejansko rekel, počakajte malo. Ne samo, da prenehamo, veste, nekako subvencionirati jih, pojdimo nazaj noter in izženimo Hamas iz Gaze. Nihče ni bil za to. Torej, tukaj je veliko hinavščine, ampak kot praviš, obrnimo se na vprašanje samega Hareca. Za poštenost naj dodam nekaj pojasnil. Vem, da si dolgo pisal za Harec. Tudi jaz sem več let pisal za njegovo angleško izdajo. Ampak za naše občinstvo, zakaj je Harec pomemben tako v Izraelu, kot tudi za mednarodni tisk? In kako se je v zadnjih letih spremenil? Ja, moram dodati še eno izjavo, ki sem jo vključil tudi v svoj članek, ki sem ga napisal za JNS o Harcu. In sicer, da so me odpustili iz Harca, ker sem nasprotoval njihovi uredniški politiki. In o tem lahko kasneje povem kakšno besedo, če bo to zanimivo. Ampak bolj zanimivo je to, da je Haaretz progresivni medij in njegov cilj je razgradnja judovske države. To je njihovo poslanstvo. In na predvečer pokola se je urednik Haaretza počutil dovolj samozavestnega, da je prenehal igrati skrivalnice in je to preprosto postavil na mizo. In je rekel, da je čas, da izbrišemo besedo judovska iz izraza judovska demokratična država, ki opisuje narodni značaj države Izrael. In vprašanje, ki sem ga postavil na mizo je, zakaj zdaj? To počnete že 30 let.
In začelo se je, kot se te stvari običajno začnejo, z domnevno nepristranskimi akademskimi raziskavami. A nikoli niso bile nepristranske. Tako imenovani postcionisti. Ta predpona post zveni, veste, kot da je cionizem zdaj relikt preteklosti in ga lahko preučujemo, kot da se je razvil nekaj novega. Nič takega. To je bila proticionistična ideologija, ker so bili učenci Edvarda Saida. In če greste na postkolonialne študije, kjerkoli na svetu, ne morete braniti cionizma znotraj te discipline, ne da bi izpodbijali njena temeljna izhodišča. Tako so te akademske modne trende prinesli v Izrael. In Haaretz je v 90-ih letih, v letih oselskega procesa, dal v ospredje postcionistične zgodovinarje, sociologe, antropologe, literarne oddelke in vse ostalo. Preprosto so izraelsko inteligenco vsak dan hranili z Edvardom Saidom in njegovimi učenci. In to uči, da je Izrael nelegitimen, da je cionizem kolonializem, da smo mi zatiralci in da so Palestinci avtohtone žrtve tega evropskega kolonizacijskega gibanja. Katero? Ki je poskušalo izvesti etnično čiščenje nad njimi, jih pregnati z njihove zemlje. To je pogled, ki ga bralci Haaretza dobivajo dan za dnem. In to so olepšali, da ne bi preveč šokirali svojega občinstva. To so prikrili kot kritiko okupacije, hkrati pa so ves čas namigovali ali pa pogosto celo govorili, da je okupacija nadaljevanje cionizma in bistvo cionizma in da je Izrael v bistvu projekt apartheida. In to se je začelo z literarnimi in knjižnimi prilogami. In to je bilo, veste, to je bila tista kapalka, infuzija. Vključevala je tudi pesnika po imenu Jicak Laor, ki je mimogrede pisal tudi drugje. Ampak on je bil avtor te neverjetne pesmi o tem, kako uporabljamo kri palestinskih mladostnikov v naši macesi. Veste, to so najbolj vulgarne, nesramne, grobe, ogabne, krvne obtožbe. In to je človek, ki je njihov glavni knjižni recenzent ob vikendih, Jicak Lau. Napisal je tudi članek za, mislim, da ga je London Review of Books zavrnil, ker je bil preveč ekstremen. Ime palestinskega otroka na vsaki krogli IDF. Torej, to so ljudje, ki recenzirajo knjige za ta časopis. In to je pronicalo. In dolgo sem bil priča temu, ker sem leta 1997 napisal knjigo proti sionizmu. In to so bili ljudje, s katerimi sem se prepiral, ljudje, ki pišejo za Haaretz. Tako sem jih spoznal. Bil sem mlad, takrat sem delal otroško televizijo. In pisal sem kratke zgodbe in druge stvari. Vedno bolj sem bil besen, kako poskušajo spodkopati sionizem. In ko sem napisal knjigo, so mi ljudje rekli, zakaj je to pomembno. To se dogaja na obrobju akademskega oddelka. Nikomur ni mar. No, ideje so pomembne. In kar se začne v akademskih krogih, nato pa se prevede in popularizira v uglednih časopisih, ter postane temelj za kolumniste, potem vidiš, kaj se postopoma zgodi. Torej, zakaj bi Aluf Ben nenadoma priznal tisto, kar so prej neiskreno zanikali? Moja hipoteza je bila, da se je to zgodilo takoj po porazu sodne reforme. Ker je sodna reforma skušala omejiti moč sodišča, ki je v Izraelu močnejša kot v katerikoli drugi demokraciji. Izrael, tehnično gledano, Jonatan, Izrael ni demokracija. Je juristokracija, ker, veš, prihajam z področja politične misli, politične filozofije, političnih znanosti. Suverenost je opredeljena kot najvišja oblast v državi. In odkar so razveljavili ustavni amandma oziroma tisto, kar imamo za ustavni amandma, so se v bistvu postavili nad vsako odločitev, ki jo lahko sprejmeta druga dva veje oblasti. Torej ima 15 neizvoljenih sodnikov suverenost v državi Izrael.
In Aluf Ben, to je moje ugibanje, tega ni rekel. Ampak po mojem mnenju je vedel, da ideja o razpustitvi judovske države ne more dobiti večine izraelskih volivcev. Ampak je začutil priložnost, da če se odločanje prenese iz volilne politike na sodstvo, potem lahko progresivno, noro progresivno sodstvo, ki ga imamo, to vsili. Lahko razveljavi zakon, temeljni zakon, ki opredeljuje Izrael kot judovsko državo. Tako so začutili priložnost. Vendar pa, kako bi lahko Aluf Ben vedel, da bodo njegovi ljubljeni Palestinci 2,5 tedna kasneje pobili Jude? In potem je postalo, kot si lahko predstavljate, težko trditi, da ne potrebujemo judovske države. Veste, naj samo še enkrat povem, veste, kot institucija, mislim, da je zagotovo postala, bila in je progresivni glas v izraelskem novinarstvu, glavni. Vendar ni bila vedno, veste, ta skorajda proticionistična publikacija. Kako se je zgodilo, da se je razvila v to smer? Je bilo to zgolj zaradi osebja ali je bilo to posledica sprememb znotraj tega sektorja izraelske družbe? Mislim, da je to primer, kjer je en človek močno vplival in ta človek je Amos Šoken. Ko je Amos Šoken prevzel vodenje od svojega očeta, je postal založnik časopisa. On je vse bolj štrenknat potiskal na obrobje cionistične urednike in naše urednike, ki so mu bili všeč. Pesnik, ki sem ga omenil, ki je napisal to o palestinski mladini, Kriv našem Macesu, Jicak Laor, je bil tako zaščiten strani založnika, da ga je časopis še vedno ščitil, tudi ko je izbruhnil velik škandal zaradi spolnega nadlegovanja okoli njega. In so preprosto izklopili komentarje pod njegovimi članki, da se ne bi soočili z jezo svojih bralcev. Tako je Amos Šoken v bistvu postopoma premaknil usmeritev časopisa v to smer. In nato se je to prelilo iz kulturnih in knjižnih rubrik na strani z mnenji. In zaščitili so še eno zvezdo. Veste, imajo Gidona Levija. In Gidon Levi je promotor krvnih obtožb. In način, kako to deluje, je, da obravnava vse. Najprej Gidon Levi sam prejema številne nagrade od antisemitov po vsem svetu za svoje izjemno novinarstvo. Antisemiti po vsem svetu, vendar ta človek ne govori arabsko, torej pokriva ta območja. Je dopisnik odgovoren za poročanje o arabski populaciji Judeje in Samarije in se zadnje 40 letja, odkar ima ta položaj, zanaša na prevode. In včasih sem se z njim prepiral na nekem panelu, ki je bil na kanalu, takrat kanal 10, in rad sem ga zafrkaval in mu govoril, veš kaj, Gidon, problem je v tem, da so te tvoji prevajalci že 30 letja zavajali. Ampak to ni bila samo šala, ker ne vem, ali je verjel ugodbam. Ampak stvar, ki sem jo omenil v članku, se imenuje oslovska procedura. Prav. In po tej zgodbi je rekel, da mejna policija izraelskih obrambnih sil priveže Arabce za noge na osla in nato prisili osla, da galopira, dokler ubogi Palestinec ne umre. In rekel je, da je to postopek in to je utemeljil na enem primeru. In očitno nihče, ki je preverjal to dejstvo, ni mogel najti ničesar, kar bi dokazovalo, da se je to res zgodilo. Dejansko je družina želela, da se vse skupaj zaključi, ker ne bom prizadel vaših poslušalcev in gledalcev s pojasnjevanjem, kako se je ta človek zapletel z oslom. Povedal bom le, da njegova družina ni želela, da bi te informacije prišle v javnost, ko je to bilo razpravljeno. Uporabite domišljijo. Točno tako. Haaretz se za zgodbo ni opravičil. Bila je na naslovnici njihove revije. Bila je po vseh svetovnih medijih. In nikoli je niso umaknili, niti potem, ko se je izkazalo, da je laž. Torej, če mislite, da je Haaretz medijska organizacija, se motite. To je progresivna propagandna organizacija. In o tem bom povedal še nekaj več, ker veste, vedno je razprava o desnici in levici. Ja, mediji so pristranski na obeh straneh. Seveda, pristranski so na obeh straneh. Ampak levica si je pridobila dovoljenje za laganje.
In to dovoljenje izhaja iz postmodernistične agende na akademskem področju. Ker če združite radikalni epistemološki skepticizem, ki pravi, da dejstva ne obstajajo, z moralnim absolutizmom, ki pravi, da natančno veste, katera stran ima prav, potem imate svet, kjer obstajajo samo pripovedi, resnice pa ni. In na to preprosto ustvarite pripoved, ki podpira pravičen cilj, v katerega verjamete. In tako je. Novinarji te teorije ne razumejo vedno. Vendar od svoje organizacije dobijo sporočilo, da je njihova vloga voditi bralca do pravega zaključka, ne pa informirati bralca, da bi ta sam prišel do svojega zaključka. Aktivizem, ne novinarstvo. Točno tako, to je aktivizem, ne novinarstvo. Seveda je mogoče biti kritik Netanjahujeve vlade, verjeti v miselnost, ki je vodila do sporazumov iz Osla, v različna prizadevanja za izmenjavo ozemlja za mir s Palestinci, ki jih nekateri ameriški politiki poskušajo oživiti, čeprav ni veliko podpore. Kot si poudaril, je v Izraelu zato zelo malo podpore, iz očitnih razlogov. In vse to narediti, ne da bi sprejeli te antisemitske krvne obtožbe. Ampak zakaj so nekateri na levici, pa tudi v tujini, upustili to razliko in prestopili mejo v nasprotovanje cionizmu in obstoju Izraela kot judovske države? In mislim, posebej, ko govoriš o jedrnem bralstvu časopisa Haaretz, tistih ljudi, ki živijo v severnem Tel Avivu, ali pa stari sloj izraelske družbe, ki si pripisuje zasluge, če si jih že nihče drug ne, za izgradnjo države in za vse, kar so naredili v zgodnjih vojnah za preživetje. Kako je ta skupina prevzela etos sodobnih mednarodnih antisemitov? Mislim, da del razlage leži v tem, kar sva omenila na začetku tega pogovora. In sicer, da je ironično zdravilo za antisemitizem prav antisemitizem. Če upravičuješ argumente antisemitov, se zdi, da s tem odpraviš iracionalni, strašljivi del tega. Ampak, zdaj živimo v izkrivljenem moralnem svetu, kjer so pojmi prav in narobe, pojmi zla in kreposti zamenjani z dihotomijo med močnimi in nemočnimi. To je tisto, kar so vzeli iz marksizma in prenesli v kulturni marksizem. In če si šibek, si na pravi strani. In če si močan, si na napačni strani. In tako vloga žrtve postane krepost. In ko razviješ takšen pogled na svet, je rezultat ta, da šibki dobijo popolno oprostitev vsake moralne obveznosti. In zato, če posilijo tvoje hčere, je to tvoja krivda. To je krajta. Zahod s postmodernizmom in postkolonialnimi študijami ter spolnim feminizmom in vsem ostalim. Paradigma moči oziroma dihotomija med šibkimi in močnimi je razvila napako v svojem imunskem sistemu. In ta napaka ne deluje samo v Gazi. Deluje tudi v Evropi, kjer upravičujete tolpe posiljevalcev, kjer upravičujete nasilje nad geji, ker sveti, drugi ni odgovoren za ničesar. In vse, kar naredijo, je naša krivda. Vse, kar naredijo, je, oni so žrtve kolonializma. In tukaj je Zahod postal razvajen in obseden s svojo lastno vestjo. In način, kako očistiti svojo vest, je, da kriviš samega sebe. In to ima čuden preobrat, ker če pogledate Nemčijo, recimo, ker je to najbolj očitno, zakaj so Nemci, predvsem nemški levičari, tako vztrajni pri prikazovanju Izraela kot novih nacistov? Ker pomislite na logiko. To jih oprosti, da so bili nacisti. In če so Judje zlobni, potem morda mi nismo bili tako slabi. Morda je bilo to, kar smo naredili, nekako upravičeno. In ko izgubiš svoj sistem vrednot, kjer tvoje predstave o dobrem in zlu izginejo,
in postaneš zasvojen s samobičanjem kot obliko moralnega očiščenja, izgubiš moralo. To sem se naučil od svojega očeta, ki je pogosto rekel: pazi se dobrotnikov. Moralno nastopaštvo je nasprotje biti moralen. In to vidiš povsod, ker, veš, ameriški Judi se zdaj soočajo s pravo nevarnostjo. In bilo je pred približno 10 leti, ko je Inštitut za raziskovanje medijev na Bližnjem vzhodu Inštitut za raziskovanje medijev na Bližnjem vzhodu je zbral zbirko obveščevalnih podatkov iz javno dostopnih virov z YouTuba, kjer so imami v Severni Ameriki pridigali divji antisemitizem. In šli so do judovskih skupin in ena za drugo, še posebej na levici, niso hotele imeti opravka s tem, ker zakaj? ker so se bali, da jih bodo označili za islamofobe. Tako postane tvoja predstava o svoji moralni podobi pomembnejša od izpolnjevanja tvoje moralne dolžnosti, ki je tvoja odgovornost do lastne skupnosti. Če si rabin, tvoja naloga ni, da si pridobiš naklonjenost progresivnih elit. Tvoja naloga je, da zaščitiš svojo lastno skupnost. In če tega ne storiš, ker te je strah, da bi te označili za islamofoba, in veš, islamofobija kot izraz, to ni fobija. To je način, kako preprečiti kakršnokoli kritiko kateregakoli muslimana. Torej, ko mi ljudje rečejo, da gre za opazanje antisemitizma iz muslimanskega sveta. Točno tako, točno tako. Tako da imam veliko argumentov, ker sem bil, se spomniš časov, ko so temu rekli politična korektnost, ne pa woke ideologija ali kakorkoli temu pravijo zdaj. Imena so se spremenila. Ljudje so mi včasih rekli, kakšen pa imaš problem s politično korektnostjo? Zakaj ne bi bil prijazen do ljudi? Zakaj ne bi preprečil, da bi žalili temnopolte, ženske in geje? In sem rekel, ni v tem bistvo. To je le vrh ledene gore. Prava ledena gora je v tem, da če kdo pripada nedotakljivi skupini, ga ne smeš kritizirati, tudi ko dela zlo. To je problem antisemitizma. Če pogledate CARE, muslimanska bratovščina. Propagandna fronta, ki jo je Obama tako zelo oboževal. Kar počnejo pod krinko Organizacije za človekove pravice ali Organizacije za državljanske pravice. V tradiciji ameriških državljanskih pravic. Kar promovirajo, je prepoved govora za vsakogar, ki izpostavi rasizem radikalnih islamističnih antisemitov. In kot veste, je eden mojih najljubših ameriških komentatorjev Andrew McCarthy iz oddaje McCarthy Report. In bil je tožilec na jugu. Prav, ki piše za National Review, tam ga večina ljudi pozna, ja, tako je. In tam je tudi njegov podcast, imenuje se McCarthy Report in je odličen. On in Rich Lori, zelo poučno je. In rekel je v nekem trenutku, islamofobija ni fobija. To je izraz, ki ga je skovala muslimanska bratovščina, da bi odvračala kakršnokoli kritiko nadvlade šeriata. Za to gre. In tako, veste, to je pač moje, jaz sem Izraelec, Jonatan, ne morem si pomagati. In ni moja naloga, da sem vljuden. Mislim, da bi morali te ljudi glasno izpostaviti. In ko rečejo, da si islamofob, ker si kritiziral džihadiste, samo prikimaj in reci, v redu, zdaj pa prosim odgovori na vprašanje. S tem me ne boš prestrašil. In ja, veš, v svetu idej si lahko na strani Edvarda Saida in potem ne smeš kritizirati tretjega sveta ali kogarkoli, ki ni zahodnjak. Ali pa si lahko na strani Benjamina Netanjahuja in jasno poveš, da to ni spopad civilizacij, to je spopad med civilizacijo in barbarstvom. Hamas ni alternativni sistem vrednot. Imajo svojo predstavo o tem, kaj so vrednote, vendar so barbari in to so barbarske vrednote. Ne moreš reči, veš, kot pravi moj prijatelj Dan Schiffman, ne moreš sprejeti kulturnega relativizma. Ko je ena od oseb, ki jih povabiš na večerjo, kanibal. Ker potem želiš vedeti, ali misli, da si gost ali da si na meniju. In če ne moreš ločiti barbarstva od civilizacije, potem boš izgubil ta boj proti barbarom. In če želiš ljudi, ki posiljujejo dekleta do smrti in mislijo, da je to moralno dejanje, dokler so ta dekleta Judinje,
Če želiš to imenovati alternativna kultura, potem boš izgubil tudi svojo lastno kulturo doma. To je povsem prav. Vrnimo se za trenutek k Haaretzu. Ja, moja najljubša tema. Kot veš. Ja, v redu. Haaretz trdi, da je izraelski New York Times. Seveda, New York Times ni več tisti New York Times izpred 50 ali 60 let, ko je bil resnično osrednji referenčni časopis. Kot pravi Andrew Klavan, nekdanji časopis New York Times. Prav, zdaj ima, veste, 95% bralcev, ki so levičarsko liberalni. To je nišna publikacija, čeprav je očitno zelo vplivna in precej dobičkonosna, saj je to zelo donosna niša v Združenih državah. Ampak ne glede na to, kaj si mislimo o Haaretzu, veste, vprašanje je, kako večina Izraelcev nanj reagira. Moj vtis je bil, da velik del njegovega vpliva izhaja iz dejstva, da tuji novinarji berejo njegovo angleško izdajo. Kaj pa si večina Izraelcev misli o takih, kot sta Gideon Levi ali poročanju njihove Amire Haas, veste, ki je njihova dopisnica iz Gaze, njihova propagandistka iz Gaze, če navedem le dva vidna primera iz njihove ekipe. Ali večina Izraelcev danes, po vašem mnenju, sploh smatra takšno stališče za legitimno ali vsaj vredno razprave? Večina Izraelcev meni, da je to ogabno, vendar imajo ujeto občinstvo, ki ga lahko ohranjajo tako, da jih izolirajo od vseh drugih virov novic. Torej, če berete Haaretz ali če berete Ronena Bergmana v New York Timesu, bi mislili, da je problem v Izraelu nasilje naseljencev. In napisal sem članek za tablet z naslovom Mit o nasilju naseljencev, ki temelji na poročilu gibanja Regavim, ki je pokazalo, da je 90%, to je številka, ne metafora, 90% podatkovne baze OZN o nasilju naseljencev v resnici ni nasilje naseljencev, kjer kot nasilje štejejo tudi primere. Veste, če nekdo ustreli terorista sredi terorističnega napada in je to naseljenec, potem to štejejo kot nasilje naseljencev. In zato so smešni. Toda nesorazmerno velik delež nasilja v Judeji in Samariji predstavlja palestinski terorizem. In to zmanjšujejo in poudarjajo nasilje naseljencev, da bi ohranili progresivno protiizraelsko razpoloženje svojih lastnih bralcev. In pravkar smo to videli, ta zadnji konec tedna z Rowejem, kako mu je že ime, roka naprej. Ampak videl sem prva poročila in so očitno vsaj pretirana, ko ga je IDF držal na muhi. In to je smešno. Morda so mu preprečili vstop na neko območje iz kakršnega koli razloga. Ampak način, kot je bilo predstavljeno, že so objavili posnetke svojih telefonov, na katerih nihče ni bil držan na muhi. Ja, tako je bilo in veš, mi v izraelskem tisku bi morali biti bolj pozorni, ker večina Izraelcev sploh ne ve, kako ta propagandni stroj deluje in na koga se zanašajo. Veš, New York Times objavi članek o tem, kako IDF uri pse, da bi posiljevali Palestince. Vsak Izraelec ve, da je to smešno na vseh ravneh. Ampak New York Times se pri tem sklicuje na podpornike Hamasa. In veš, Hamas nikoli ne laže, kot vemo, zakaj bi. In tako nihče ne opravi niti minimalnega novinarskega dela. Veš, napisal sem članek za tablet z naslovom Viralno zaporniško posilstvo, ki ga nikoli ni bilo, ki sem ga naredil sam. In bil je še en novinar, ki je opravil izjemno delo na tem, Ayala Hassan. Mislim, da sva midva tista, ki sva posvetila največ pozornosti domnevnemu posilstvu v Zdetejmanu, kjer so rekli, da so pazniki posilili Palestinca. In veš, če lahko malo bolj razložiš naši publiki, ki morda tega ni tako podrobno spremljala? Vesel sem, da nekaterim med njimi niso vcepili te ogabne zgodbe. Ampak zgodba je prišla v javnost, ker je vojaško tožilstvo IDF obtožilo paznike v pripornih centrih, da so s predmetom spolno zlorabili palestinskega pripornika. In veste, če ne berete časopisa Haaretz, takoj razumete, da je to izmišljena zgodba.
To ni nekaj, kar bi vojaki IDF verjetno počeli kjerkoli kot ekipa. Mislim, prepričan sem, da nekateri ljudje prestopijo mejo. Prepričan sem, da obstaja nasilje, ampak da bi skupina posilila Palestinca znotraj območja za pridržanje zaščiti. Torej, če si Izraelec, če si pri zdravi pameti, je s to zgodbo nekaj narobe. In zato je zgodba napačna. Posilstvo se nikoli ni zgodilo. Palestinski pridržanec se ni pritožil zaradi posilstva. Dokler niso bili vojaki pridržani, dokler mu ni bilo nekaj ponujeno. Imamo ga posnetega, kako pravi, kaj bom dobil, če se pritožim. In prav tako je bil prikladno vrnjen v Gazo pred sojenjem. In tako je nekdo opravil preiskavo o tem in pregledal zdravniška poročila. In veš, Jonathan, najbolj grozno pri vsem tem je, vojaško tožilstvo je vedelo, da nima nobenih dokazov za obtožbo posilstva, ko so aretirali vojake. In so novinarjem dali informacijo, da je šlo za spolni zločin. In ne morem kriviti tistih, ki tako mislijo. Nekateri visoki častniki IDF, povezani z Oslom, so mislili, da je to priložnost, da ustavijo vojno, kar je bilo zanje morda podprto z njihovo predstavo o idealizmu, da bi morali to grozno vojno ustaviti. Ker v Združenih državah obstaja zakon, imenovan Leejev zakon, ki pravi, da če obstajajo verodostojni dokazi, ne dokazi, ampak verodostojni dokazi o spolnem kaznivem dejanju, potem lahko ustavite pomoč tej državi. In torej, bi to moralo šteti ali pa bi moral tisti, ki je to izumil, to šteti za verodostojne dokaze, čeprav še ne za dokaz. Torej, kriviti vojake se je zdelo dovolj. Nisem prepričan v to teorijo. In to se lahko ljudem zdi kot teorija zarote. Nisem prepričan, vendar še vedno potrebujemo razlago, zakaj IDF krivi vojake za nekaj, za kar je vedel, da se ni moglo zgoditi. In ko rečem, da se ni moglo zgoditi, mislim na to, da imamo zdravniško poročilo. In takšna rana, kot jo je imel vojak, ni mogla nastati sredi kakršnega koli boja, ker je bila premajhna in prečista. In moja domneva na podlagi vseh poročil, ki sem jih videl, je, da je poskušal spraviti kos ostre kovine v zelo intimen del telesa. In tako je bila rana povzročena. In tukaj ne bom obremenjeval vaših poslušalcev z neprijetnimi medicinskimi informacijami. Toda to, kar vemo iz medicinskih poročil, ni skladno z obtožbo posilstva. Preiskovalci so imeli medicinska poročila, še preden so aretirali vojake. Ja, šokantno je in obsojanje vredno, ampak to je tudi politika. Igra vlogo pri diskreditaciji kritik sodne reforme in, veste, nekaterih kritik Netanjahuja. Ampak dovolite, da se vrnem k nečemu, kar ste že omenili, in to je odziv na 7. oktober. Človek bi mislil, veste, glede na to, kar se je zgodilo 7. oktobra, čeprav bi si to mislil tudi sicer. Stvari kot je druga intifada, veste, kaj se je zgodilo po umiku iz Gaze, bi nekako diskreditirale nekatere, veste, nesmisli, ki smo jih slišali od izraelske levice o tem, kaj bi se zgodilo, če bi Izraelci preprosto, veste, dali moč Palestincem. Človek bi mislil, da so zdaj takšne ideje res diskreditirane. Zato so edini, ki res govorijo o dveh državah. Poleg ljudi na skrajni levici v Izraelu, samo ameriški liberalci. Kako je časopis Haaretz prilagodil svoje poročanje in mnenja, da bi ustrezal svetu po 7. oktobru? Prva stvar, ki so jo naredili, je, da bi rekel, da je vse tako preprosto kot protisemitizem povsod. Za vse krivi Izrael. To je to. In veste, slišali smo Gutierreza, generalnega sekretarja OZN, ki je takoj rekel, no to se ni zgodilo v vakumu. Obstaja kontekst, poznamo kontekst. To se ni začelo s tem. In Haaretz, prvi uvodnik, je šel 8. oktobra. 7. oktober je bil v soboto. Ni bilo izdaje. In izdaja v nedeljo, naslednji dan, se je začela z uvodnikom, ki je dejal, da je za 7. oktober kriv en človek in ta človek je Benjamin Netanjahu.
Zakaj? Ker je vodil politiko razlaščanja Palestincev in jih je pripeljal v slepo ulico, kjer so izgubili upanje in vse ostalo. Toda edini človek, ki je bil kriv, ni bil Jicak Rabin, ni bil nihče iz Hamasa. In če pogledate uvodnik, celotno stran z uvodniki, nihče ni krivil Hamasa. Meir Isaacson je, mislim, da je bilo to 9. ali 10. napisal članek, v katerem je dejal, da je veliki odsotni na naših straneh Hamas. Kje je Hamas? Vsi krivijo desnico, ker je to način, kako rešiti svoj svetovni nazor pred tem, kar so upravičeno dojemali kot nevarnost. To morda. Uniči levico v Izraelu. In v bistvu so postopoma prilagodili svoj ton, toda od takrat je nasilje naseljencev postalo v ospredju. Obtoževanje Judov je postalo edini način, da se reši ideja palestinske države pred brutalnostjo samih Palestincev. In ne vem, kaj se bo zgodilo s temi volitvami. Obstaja veliko levih strank, ki se pretvarjajo, da so desne, in levi blok bi lahko še vedno zmagal na volitvah. Ampak levica si ne bo pomogla, ker Izrael ne bo ponovno podprl palestinske države. In veste, izraelski deplorables so imeli ves čas prav. Levica, in osebno poznam levico, se prihajam iz teh krogov, je govorila predvsem o mizrahijih, judih, ki izvirajo iz islamskih držav in Azije. Govorili so, da so primitivni. Sovražijo Arabce, ker so rasisti. In ti ljudje so prišli iz arabskih držav in so rekli, ne, vi ne razumete Arabcev, vi na Zahodu preprosto ne razumete. Mi smo živeli med njimi. Vemo, da se bo to slabo končalo. In se je. Bil sem podpornik Osla. In bil sem prepričan, kot preostali levičarji, da bodo, ko bodo Palestinci imeli svojo državo, potem bo družina narodov sprejela Palestince in potem bodo oni segli k nam, mi pa k njim v miru. In veš, nekaj je na levici, kar nima spoštovanja do drugega, ki ga ves čas občudujejo. Obamova ekipa lahko posluša iranske mule, ki pravijo, da želijo uničiti Ameriko, pa bodo rekli, ne, tega ne mislijo resno. Se veš, oni so samo žrtve. In to je pokroviteljski pogled, pri katerem ljudi, ki jih ščitiš, sploh ne jemlješ resno. Ja, ne priznavajo jim nobene zmožnosti samostojnega delovanja. Ja, Točno tako. In zato je vse odvisno od nas. In potem je to zelo tolažilno stališče, ker je potem vse popravljivo. Ampak čas je, da te ljudi vzamemo resno, mislijo resno. In Iran, če bo imel bombo, jo bo uporabil. Ker če pogledate etos, veste, rečemo šiitski samomorilski napadalec, ker je v šiizmu mučeništvo s samomorom čaščeno. In če pogledate, če je to kultura, ki občuduje samomorilske napadalce, zakaj ne bi občudovala istega tudi na nacionalni ravni? Zakaj, če verjame, da bo prišel konec dni? Ko pride do končne bitke med dobrim in zlim, med šiiti in preostalim človeštvom, v kateri bodo zmagali, zakaj ne bi uporabili orožja sodnega dne, če ga imajo? Saj, Jonatan, morali bi razmisliti, da mislijo resno, ko pravijo, da je njihov cilj izbrisati Izrael z obličja zemlje. Če je to tvoj glavni cilj in imaš jedrsko orožje, zakaj ga ne bi uporabil? In to, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih z vojno proti Iranu, je ključno za preživetje Izraela in tudi za mir v svetu. Ker ima JCPOA, Obamov jedrski sporazum, klauzule o izteku, ki se končajo konec leta 2030, in tako lahko potem dobijo bombo z zagotovilom varnostnega sveta. imeli bi zagotovilo, da so dobili orožje. Točno tako, ustavite jih, da ga ne dobijo. In če bi ga dobili,
Kaj misliš? Njihovi sosedje bi naredili. Kaj bi Saudova Arabija naredila z vsem svojim denarjem, če ne bi pridobila podobnega orožja za odvračanje? Torej, če bi oni dobili bombo, bi se celoten Bližnji vzhod jedrsko oborožil. In potem, veste, je v tej regiji dovolj fanatikov, da bi to postalo nevarno za ravnotežje celotnega planeta. Ja, zdaj v svojem članku za GNS, ki smo ga objavili, ste omenili, da so nekateri ameriški liberalci prenehali slediti Harrisu. Navedli ste, da Jeffrey Goldberg, urednik revije The Atlantic, veste, ne verjame njim, kar je veliko, saj je precej lahkoveren. Toda velik del mednarodnih medijev je še vedno obravnavan kot avtoritativni glas, tudi če ga zdaj pogosteje navajajo ljudje, kot je Candace Owens in drugi, veste, neonacisti. Ampak veste, ali je tako, kot ste prej omenili, da je tisto, kar je bilo pred 30 leti obrobno, postalo del glavnega toka? Ali bo šlo še naprej po tej poti, da bo to še vedno veljalo za nekakšno glavno mnenje med tako imenovanimi elitnimi liberalci, ki še vedno mislijo, da vladajo Izraelu? Je to ta pot? Ali bo prišlo do kakšne odgovornosti? Ne vem, ker je vprašanje, ali je Zahod še vedno pripravljen boriti se. In če ni pripravljen, mislim, Amerika je pravkar vodila luksuzno vojno s 13 žrtvami. Torej ni tako kot Izrael, ki je bil pripravljen tvegati življenja in kjer je umrlo na stotine vojakov. Če Zahod ni pripravljen boriti se, potem bodo njegove elite to opravičile. In mislim, da je v osnovi vseh teh argumentov neumna ideja, da sila v resnici ne rešuje problemov. To je za progresivce stvar vere. In če sila ne rešuje problemov, potem je Izrael velik problem. Ker je edini način, da rešimo nekatere naše probleme, uporaba sile. In edini način, da preživiš v majhni državi s sovražnimi sosedi, ki so si zadali za cilj, da te izbrišejo z obličja zemlje, potem je edini način, da preživiš ustvarjanje odvračanja. Odvračanje pa ustvariš tako, da pokažeš svojo pripravljenost uporabiti silo. In tako smo, domnevam, trn v peti progresivnemu, globalističnemu, svetovnemu nazoru, ki meni, da se noben problem ne da rešiti s silo. Očitno so Hamas, Iran to problemi, ki jih je mogoče rešiti samo s silo, saj je vsak poskus pomiritve ali popuščanja Iranu ali Hamasu brezupen. To je Iran. Če pogledate celo način, kako se sami imenujejo, so revolucionarna sila. In revolucionarna sila je sila, ki si prizadeva strmoglaviti mednarodni red, v katerem se nahaja. Tako noben popustek znotraj tega mednarodnega reda nikoli ne bo dovolj. To je kot, veste, Hitler v 30 letih. Hitlerjevi nasprotniki, preden so postali njegovi sovražniki, so mislili, da pač postavlja zahteve na podlagi ideje o samoodločbi, ker zahteva priključitev le tistih območij, kjer je nemška večina. Tako so obravnavali vsako njegovo potezo. Anšlus, Porenje, Sudeti, povsod. Kjer je bila, lahko bi rekli, nemška večina ali pa vsaj največja skupina Nemcev, se je to dalo upravičiti na podlagi pravil tega mednarodnega reda. Toda potem je Hitler posegel po Češko-Slovaški, kjer Nemci v teh območjih očitno niso bili večina. In takrat so se svetovni Chamberlaini prebudili, da Hitler ne zahteva več popuščanja znotraj pravil mednarodnega reda. On želi strmoglaviti ta red. In Iran je prav to, mimogrede. Tam je tudi nacistična ideologija na druge načine. Antisemitizem do Judov je postavila za osrednji člen svojega verovanja, skupaj z nasiljem in vsem drugim. Če pa pogledate na stvar povsem nepristransko, z vidika politične znanosti, imate revolucionarno državo sredi regionalnega reda. In če preučite, kaj počne, ne poskuša zahtevati odškodnin za škodo. Poskuša spodkopati suverenost vseh držav v svoji okolici, s tem, da ustvarja paravojaške skupine, ki so močnejše od vlade, kot vidimo v Libanonu.
Torej, je to problem, ki ga je mogoče rešiti samo s silo. In ko se Judi branijo in uporabijo silo, ter s tem izzovejo liberalna prepričanja, je reakcija protisemitska. Ker deli Zahoda, ki so moralno propadli, ne morejo sprejeti ideje, da je včasih treba uporabiti silo. In mi smo živi dokaz, da je to res. Ja, mislim, da je to jasno. Zdaj ste poudarili, da je Haaretz igral pomembno vlogo pri širjenju krvnih obtožb po Izraelu o genocidu in apartheidju. Mislim, da je vprašanje, in tudi sam nisem prepričan na podlagi svojih tamkajšnjih stikov, to, ali založniki, uredniki in novinarji, ki tam delajo, razumejo škodo, ki jo to povzroča, ne le Netanjahuju, Izraelu, ki jim ni všeč, ampak tudi pri spodbujanju antisemitizma, ki je usmerjen proti njim. Mislim, to lahko občutijo, če gredo v tujino ali če razmišljajo o tem, kaj se je zgodilo 7. oktobra. Kako ta dinamika deluje? Predstavljajo si nekaj drugega. Predstavljajo si, da je kritika Izraela upravičena in da je njihova naloga odvaditi Izrael njegove etnocentričnosti, militarizma, nasilja. In dejansko verjamejo, da je motivacija za kritiko cionizma poštena, da Izrael resnično izvaja zločine. Če pa pogledate, je to absurdno. Najprej je krvna obtožba o genocidu popolnoma smešna, čeprav jo tam tudi širijo, a ne ravno zagnano, ker očitno ni resnična. Če pa pogledate razmerje med smrtnimi žrtvami civilistov in borcev, je to razmerje najnižje v kateremkoli sodobnem urbanem vojnem okolju. Vedno. Torej, Izrael si edinstveno prizadeva, da ne bi škodoval civilistom. Medtem ko Hamas potiska civiliste v linijo ognja in skriva svoje bojevnike, svoje teroriste za civilisti, da bi povzročili to škodo Izraelovi podobi. In to se šteje za genocid. Ste že slišali za genocid, kjer prebivalstvo evakuirajo na varna območja, da bi jih zaščitili pred poškodbami? Kjer sovražniku izraelska vojska zagotavlja humanitarno pomoč. To je smešno. Ko so Združene države in njihova koalicija odločno ukrepale proti ISIS-u, je bil v nekaterih območjih, kot sta Mosul ali Raka, delež civilnih žrtev na enega borca med 7 in 9 civilistov. In porušili so cela mesta do tal. Mi, ki smo najbolj previdna vojska v vsej zgodovini vojskovanja, da ne povzročamo stranskih škod in ne prizadenemo ljudi, ki niso borci, smo obtoženi genocida. In isti ljudje so pripravljeni zamižati na eno oko pred morilskim režimom v Teheranu, ki pobija lastno prebivalstvo. To ni moralno merilo. To so dvojna merila, ki se uporabljajo proti Judom in samo proti Judom. Ja, mislim, naj naredim še en korak naprej. Moje vprašanje je, ali založnik Haaretza, veste, in urednik ter vsi ostali tam verjamejo, kot pravi Peter Beinart, da verjame, v dvonacionalno državo. Torej, veste, da Izrael ni nujno judovska država. Da Judje lahko, veste, nimajo suverenosti in še vedno preživijo na zemlji Izraela. Veste, to je kot stari vic Woodyja Allena o levu in jagnjetu, ki ležita drug ob drugem in, veste, jagnje ne bo prav veliko spalo. Ali res verjamejo v to? Nekateri očitno res verjamejo, drugi pa mislijo, da bodo preprosto izginili, potem ko bodo Jude odvadili njihove etnocentričnosti ali karkoli že. Nekateri verjamejo v nenacionalno državo, v neko čisto demokracijo. Imenujejo jo država vseh državljanov, kar je smešno, saj smo že zdaj država vseh svojih državljanov. Arabci, državljani Izraela, imajo volilno pravico, lahko kandidirajo na volitvah, imajo vse druge pravice. Torej, ena ideja je rešitev ene države, kjer bi imeli vsi enake pravice
in bi bila država nevtralna glede identitet. To je ena možnost. Druga možnost je dvonacionalna država, kot je recimo Belgija, kjer imata obe populaciji kolektivne ali nacionalne pravice, vendar jih delita enakopravno. Torej, to je razširitev rešitve dveh držav na samo Izrael. In ali verjamejo, da je to izvedljiva rešitev ali ne, ne vem. Ne vem, kdo verjame v kaj. Nekateri med njimi, nekateri jasno pravijo, da je cionizem rasizem. To je sramotna odločitev OZN, ki jo je Generalna skupščina preklicala. Prvotno mislim, da je bilo to decembra ali novembra leta 1975, ko so razglasili, da je cionizem rasističen, kar pomeni, da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe, razen Judov. In zato pravimo, da je anticionizem antisemitizem. Razen, če povsem zavračate samo idejo narodnih držav kjerkoli. Če menite, da noben narod nima pravice do samoodločbe, je to v redu. Če pa menite, da imajo Palestinci to pravico, nekateri Judje pa ne, potem ste antisemitski. Če imajo vsi narodi pravico do samoodločbe, razen Judov, potem je to antisemitizem. Ne po mojih jastrebovskih pogledih, ampak po Amosu Ozu, apostolu levice v Izraelu, ki je to rekel. Če Judom odrečete pravico do samoodločbe, kar pomeni, da ste anticionist, to pomeni, da ste antisemitski. Ja, mislim, da je to zelo pomembna resnica, ki jo je treba ponavljati. Po mojem mnenju je to nesporno res. Gadi, hvala, da ste se nam danes pridružili. Ali lahko našim poslušalcem in gledalcem poveste, kako lahko spremljajo vaše delo? Ja, imava podcast Mike Duran in jaz, imenuje se Israel Update. Če poiščete Mike Duran in Gadi Taub, ga boste verjetno našli. Občasno pišem za različne publikacije, zelo rad pišem za JNS. In če govorite hebrejsko, imam cel kanal podcastov v hebrejščini, ki se imenuje Gatekeepers from Eretz Israel. In ponosen sem, da lahko povem, da sem imel prvi intervju, ki ga je Benjamin Netanjahu dal od začetka vojne. Bilo je 25. marca, imel sem 1 in 10 minut. Še vedno je na voljo na našem kanalu Israel Update v hebrejščini z angleškimi podnapisi, če vas zanima. To je odlično in priporočam našim bralcem, da vas spremljajo in poslušajo te podcaste. Zahvaljujem se tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Taubin Daily Edition, ki ga lahko slišite, kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS, kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.